The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čau sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek, danes je pa z mano prav poseben gost, Boštjan Kavčnik, mehanik Tadeja Pogačarja, ekipe UAE. Boštjan, hvala, ker si vzel cajt, pa si prišel. Najprej povej, kako je, ker si cele dneve v Sloveniji, je to neki, se moraš navaditi vsakič po sezoni, ko prideš nazaj? Ja, hvala za povabilo. Rekel bom tako, delam kol ne zmanjka, tudi ko smo doma, tako da če ne drugače v Pogi timu je zmer dosti dela, rad jim pomagam, rad kaj svetujem, tudi kaj naredim, če je treba, če se mudi. Tako da je skozi natamperan, tempo je kar čez cel let ta prav, tako da je pa super biti doma. Ja. Po naporni sezoni je v bistvu za mene najdaljši cajt, ko sem doma, se pravi od 21. decembra pa do Strade Bianche. 3 mesece. Ja, ne, malo, ja. V glavnem, tudi po koncu sezone do prvih priprav nimam toliko časa, kot zdaj. No. Tako da glede na to, da smo te priprave že dali skozi. Naša ekipa nima organiziranih priprav, tako kot vse ostale v januarju, tako da za to poskrbijo kolesarji sami, da se pripravljajo januarja in februarja še na začetek sezone. Na ta račun smo pa tudi mi od stafa malo več fraj. Tisti, ki ne gre na dirko, Avstralijo, pa Alula, Saudska Arabija, Oman, pa tako naprej. Okay. Jaz imam meni tak hecno vprašanje za začetek še. Kjer je bil bolj stresen ovink letos, ta lev ali ta desen? Ja, mogoče bolj ta lev. Ta lev je bil bolj tak, v bistvu tudi bolj smo videli, kaj se dogaja. V ta desen nismo videli, kaj za ovinkom se dogaja, tako da je bilo bolj na pamet posredovanje, kakor pa kaj, da bi kdo kaj rekel po radiju. Ja, bolj ta lev, ja. Ne, tisti, ki ne veste, sprašujem za padec Strade Bianche, pa za padec na Turu. Pa če sem prav... Jaz sem mislil na Robejev. Aha, na Robejev. Na Robejev, okay. On je bil najbolj tak, v bistvu ni bil stresen, ampak nič nismo vedeli, za kva se gre. Noben je nič po radiju rekel, sam stali smo v vinku, 10 metrov naprej, pa Pogi ketno gor, da je pa hotel štartati, pa ni mogel. Zdaj, ki si že omenil Robe ste šli tudi že pogledati, ste tudi testirali opremo. Ja. Za tiste mogoče, ki nismo toliko, se pravi, profi svetu noter, kaj se testira glede na to, da ne vem, mi, ki imamo svoj kolo, a ne, si mislimo, ja, pa sej, si navaja na svoj kolo, to je to. Kaj v bistvu kot profi ekipa greste gledati, testirati, kad teren po večini ga itak že vsi poznajo, ne? Ja, mi smo recimo letos listi odsek iz 40 različnim kombinacijam, ne? Zdaj si pa lahko predstavljaš, kaj je to še dodatno zraven tega, kar že uporabljaš, tako da, ja. Vsako, bom rekel, imamo 2 različna okvirja, imamo, ne vem, 3 različne feltne, potem pa imamo še, se pravi, širino gum, in potem še na vsako širino gum še različne tlake. In tako je prišlo 40 različnih kombinacij in ne vem, prišli smo do zelo lepih ugotovitev, da lahko naredimo korak naprej. Okay. Dobar. Zdaj, ki si že omenil gume, koliko jih profi pumpajo? Ker to se mi zdi, da pa rekreativcih še vedno vsi butamo preveč. Pa koliko rečemo za enega kolesarja, da ima koliko, 65 kg rečemo v povprečju? Top forma 64. Koliko približen pumpa, se pravi, on zdaj po večini voz 30 ali pa 28? Ja, se pravim, gume se prilagajajo glede na teren, pa imamo pa še širino obročev različno, tako da je treba vse upoštevati, vse dejavnike.
seveda kolesarjeva teža je tukaj najbolj pomembna tudi. Je pa tudi tako, no, da se nekje prilagaja glede na kolesarjev občutek tudi, kako se počuti. Pa neki ti povejo pa tudi te testi s kotalnim uporom, kakšni so, tako da načeloma pri nas to določ pač človek je za performance zadolžen in pač dobiš neko tabelo, v kateri se držiš po dogovoru s kolesarjem, ne. Tako da praktično vsak kolesar ima različne tlake, nekateri pač grejo na gor iz te razpredelnice, ki jo dobiš, nekateri nadol. Čim pa delaš, ne vem, več, bom rekel, dirk z istim kolesarjem, pa pač ne rabiš več nobenih razpredelnic, sam še pri širini spremeniš tlak in to je to. Se pa, no, in kakor smo zdaj videli, od najširše do najožje, ne vem, tudi od 2,8 bara pa do 4,2 bara je njihov tlak. Ja. Odličen, odvisno od širine in pač Ja, ne, tako mislim, naprej, to se že pri rekreativcih mogoče bojo največjo razliko videli od 25 mm, pa zdaj, ko smo šli na 28, 30, eni 32 tudi, pa se že pozna, ker rečemo včasih, ko je bilo, ne vem, 23, ne? Ja. So vsi 7 barov, Ja. plus, a ne, zdaj praktičen že jaz, ko sem težko kategornik, pa pumpam 5 ali pa še manj barov pri 28, ne? Ja, jaz sem recimo generacija, ko smo dirkali še z 19 širokim gumam in to je bilo vse 9-10 barov napumpan, kakšen tudi kaj več. Tabulari so se pumpali tudi 11-12 barov. Tako da zdaj, ko to razmišljaš za nazaj, rečeš drug svet. Pa kako si se sploh takrat lahko, rečemo tako, ko so prej omenila Pariz-Roubaix, kako si se sploh lahko vozil po unih cestah z 19, pa toliko nabutan, ne? To je bilo pač udobje, je bil kar orang, ko bi rekel, kar orang slabš. Ja, udobje in pač uprijem ni bil tak, ne, kakor so zdaj. Zdaj vemo, da so hitrosti zelo više, tudi ovinke se gre hitreje. Pač brez oprijema, dobre gume si zdaj pač sploh ne moreš predstavljati vrhunske dirke, a ne. Tako da je pa guma v bistvu edini stik s podlago, če ta ni ta prava oziroma pravilno napumpana in tako naprej, je lahko velika škoda. Vemo, da kolo je zdaj sestavljeno praktično iz karbona. Karbon je zelo trd, veliko vibracij se absorbira v telo, vibracije utrujajo tekmovalce z kilometra v kilometer, tako da iz gumo lahko naredimo veliko, no. Je, bom rekel, eden izmed večjih poudarkov na celemu sklopu kolesa je guma. A se mogoče spomniš unih časov, ko se je šaltal iz tabularja, zdaj, ko se je šlo na tubeless praktičen? Ja, to so te časi, ko sem jaz prišel, bom rekel, v profesionalni svet kolesarstva na nivoju v ekipi UAE. Prvo leto, ko sem prišel, je bilo, pa ni dolg nazaj, ne, še 5 let recimo nazaj, so glih še teli, bom rekel, bolj ne stari, ker niso bili stari, ampak te, bom rekel, Diego Ulissi, Jan Polant so še tabularje vozili, ne vem, en Almeida je prišel pa k nam iz Quickstepa, je pa že, ne vem, prvi imel te zračnice. Aha, oni so vozili zračnice, ja. In jaz vem, da moja prvo velto, ko sem naredil, smo 90% vozili zračnicam, ne. Blasta, bom rekel, ja, Ulissi pa Polanska sta vozila še tabularje. Edine dva od 9 kolesarjev in pol je tudi Jan že rekel, pa daj bom še jaz malo probil, no, če vsi tako pravijo, da je to v redu. Kasneje pa bom rekel, da je bil kar en tak prehod iz tabularjev na malo zračence, pa že tubeless, pa kar naenkrat to sam tubeless še ratal. In
zadnje 4 leta je samo še tubeless uporabljamo. Sploh tabularjev sploh nimamo več niti na zalogi, ne obročev, ne nič. Kako je pa bilo, to, ko si prej omenil, se pravi, določeni so malo skeptiki, a se v unmu času, ne vem, z vsakmu kolesarju se je kaj testirali tudi, ali kako ste, kar rečemo, se mi zdi, da je kar pol enkrat, tako kot si rekel, iz sezone je šlo novo sezono, so kar vse ekipe še mogoče, ker nimajo toliko veliko budžeta, so šle na tubeless, ker vem, da se je najprej se govorili kar dosti, ker to je toliko pa toliko obročev, toliko pa toliko plaščev in da greš ti iz tabularja na tubeless je ulala denarja, ne, za ekipo. Ja, če računamo, da ena ekipa, kot je UAE, dobi vsako leto od proizvajalcev obročev nekje 300 parov samo pač cestnih brez kronometer obročev, ne. Ni to kar tako za zamenjati čez noč, ne. Je pa res tudi, da vsak let proizvajalec komplet nove obroče pač priskrbi za sezono, da ni to tako, zdaj bomo pa tele, ki smo imeli že lansko leto uporabljali še za, ne vem, določene dirke, ne. To komplet vse ali nazaj ali v Colnago vrnemo. In potem pač dobimo komplet nove obroče. S tem imamo tudi, ne vem, vse komplet novo od račen do ležajev, do vsega, ne vem, mogoče boljši material karbona, špic, niplov, vseh sestavnih delov, ki so sklop pač enega para obročev, ne. Ja. A pa so mogoče, grejo še malo bolj tehnično, zadnji si že pogledal kolo. Kaj so kakšni unikosi, ki jih rečemo na high-end Colnagotu, pa ki ga dobi, ne vem, Tadej v roke, še vedno pol zamena, ne vem, so to kakšni Titan šraufi, kakšne take stvari, ali se določene stvari pusti vse enak, tako kot rečemo ga prodaja Colnago. Pa ja, jaz bi rekel, da je pač tudi Colnago je priskrbel bom rekel, za par detajlov, ki jih ima samo ekipa in tudi vprašal sem jih že, zakaj ne dajo ven kot opcijo pač za prodajo, ne. Pa so rekli, da pač oni se ne bojo s tem ubadali, da za ekipo bojo to poskrbeli, za prodajo je pa pač to, kar je, ne. In ne vem, pač vemo, da danes kolo veliko stane, ne? In zdaj, če hočeš ti en tak kolo, po domač povedati, spimpati, ne? Da vložiš še dodatne, ne vem, 2-3 jurje gor, zaradi tega, da boš imel res vse možen gor, kar je lahko, kar obstaja trenutno na tržišču, a ne? Je meni že pri tej ceni je zelo velik dodatnega denarja, da bi mogel še pač vložiti za to. Tako da, ja, pač Colnago nam priskrbi, načeloma je tako, da vse kose, ki jih imamo na kolesu gor, morajo biti ali od original od Shimano ali pa original od Colnagota oziroma od Carbon T partnerja našega, ki nam preskrbi verižnike in pa tile akse. Ne, rotor je nič več, kaj je Shimano. Recimo Carbon T verižnike uporabljamo zaradi tega, ker pač tedaj si nekako zaželel 55 zob veliki zobnik in 38 mali, kar odstopa od original Shimanota. In trenutno Shimano nima, čeprav 55 naj bi že naredili za sezono 26, ampak ni pa kombinacije 55-38, to, kar je rekel tedaj, da mu najbolj ustreza, da ima pokrit in ravnino in bom rekel klance. Ne? Ja. Okay. Jaz zdaj, ki grem glih malo na daljšo pot, sem si naredil checklisto, kaj moram vse narediti, da ne kaj pozabil. A ti imaš tako pred vsako dirko kaj, ki si rečeš, ne vem, 5 stvari ali pa se ti že kdaj zgodilo, da si kaj pozabil, pa si pol dal nek reminder, da zdaj pa ali si zdaj že toliko zverziran, da niti ni potrebe. Ja, bom rekel tako, da čim si misliš, da si zverziran, se hitro lahko zgodi kaj tazga, recimo že orodje, ne? Samo orodje, osnovno orodje,
pač osnovno. In specialno, ki ga uporabljamo za na servise, recimo za svetovno prvenstvo v Švici, kjer je tedaj postal prvi svetovni prvak, sem na pamet vzel orodje, vsi imamo iste in sem vzel od sodelavca orodje na svojega, kar ni isto, ker imaš pač drage stvari. In potem je Colnago šel v Milano v naš magazin in je vzel moj orodje in mi ga je pripeljal v Švico, ker so pač bili na poti in so vprašali, če lahko kaj pomagajo. In sem rekel, če mi boste pripeljali moje orodje, bom najbolj vesel. Mi je pa sodelavec javil, oziroma mehanik, ki delava skupaj v ekipi, da če sem jaz slučajno njegov orodje vzel, ko on vidi na AirTagu, da se po Švici sprehaja njegov orodje. In ja, res je bilo to. Pač ista firma, isto vse, še isto nalepko imel gor, kaj jaz. Ne vem, ponovadi si nalimamo kakšno nalepko iz Tura, enko, od avtomobila gor daš in to veš, da je pač nekdo, ki je bil na Turu, ne? Čeprav on ni bil na Turu, pa je imel isto nalepko gor, jim pol potalam te nalepke, če imaš vsak dan te enke, se teh nabere. Ena je una, ki ti nekaj pomeni, da jih imaš pa 10, pa raj narediš uslugo komu, pa jih malo potalaš. Ne. Okay. Pa še ena taka, za take holderete, ki sem jaz, ki ni imel moment ključa v roku v celem življenju. Koliko moraš biti precizen, ko sestavljaš, rečemo, ta high-end kolesa, pa mogoče tudi pol ki pumpaš plašče, a toliko zaupaš unemu gožu, ki je na pumpi, ali imate prav še posebej te, ko se reče... Manometre. Ja, manometre, električne. Jaz bom tako rekel, no, da glede na to, kaj se lahko zgodi na dirki oziroma poškodbe od kolesarja do, ne vem, konec koncev tudi gledalcev, če nek kolesar naredi neko napako in da gre iz ceste, lahko preleti pač v gledalce. Bog nadej, da se kaj zgodi iz strani mehanika, da ni bilo neki dober prvit. Vse, kar nam proizvajalec na določen moment, da se zategne iz moment ključem in jaz vztrajam pri temu in tudi pri nas so, bom rekel, mehaniki, ki rečejo, pa sej to pa lahko tako narediš, pa pa tretj. Sem rekel, moment ključ ni zastonj narejen, če bom jaz iz moment ključem, damo za primer, krmilo zategnil, to, ki piše gor, bom mirno spal. In tudi, če se bo kaj zgodil, pač jaz sem to naredil in tle si nimaš kaj očitati. Če bi pa to neki na pamet, bi pa pol že bilo, a sem prav, a sem preveč, a sem premalo. Ker nimajo glih vsi občutka, no. Tudi te, ki se, bom rekel, na najvišjem nivoju ukvarjajo iz mehaniko, kolesarsko. Sem pa kaj srečaš, kaj rečeš, ne vem, iz kje si ti se vzel, a ne, da ne vem, kaj sem tudi ne ve, kva ima bom rekel, v svoji kaseti od orodja, ki ga vprašaš, a veš, za kva imaš tole? Jo, ne, enkrat mi je nekaj dal, če bom slučajno rabo, ja pa. Ne. Kako boš vedel, kdaj boš to rabo, če ne veš, za kva se uporablja? Ne? Ja, se veš, zihar je. V redu, zihar je. Tako je to, ja. Manometri tudi, ja, kot sva že rekla. Mi načeloma uporabljamo baterijske pumpe, makite pač in med sabo različne tlake dajo ven. Tako da uporabljamo še manometer, ki ga pa uporabljam celo leto istega, ki recimo, da mu zaupam, da je to in ne vem, če skozi z istmo bom rekel manometrom kontroliraš tlak, naj bi bil nekako, ali če spuščaš ali pa dviguješ tlake, naj bi bilo to nekako isto. Ni pa, bom rekel, ne moreš pa te tehniki 100% zaupati, ker tudi naprava za merjenje, ta manometer za merjenje tlaka, ti lahko pade, lahko je vpliva temperatura, lahko tlak, zračni tlak vpliva. En kup enih dejavnikov je, ki lahko vplivajo na to, da pač pride do napake pri preverjanju tlaka. Ne. Colnago je
se mi zdi, da je že skozi lov za nek, tako če gledava po izgledu kolesa, ne? Za nekega tazga staromodnega, ampak, ko bi rekel, tem starejšim kolesarjem je bil vedno všeč. Je vedno Colnago se še vedno predstavlja uno. Klasika. Ja. Klasika. Pa tudi neko tako željo, da vsak, rečemo, če si ga ni mogel prej prvošiti, si ga pol prvoš za 50, 60, kakorkoli. Ja, res je. Ja. No, pol je pa, se pravi, lani je pa Colnago prišel ven z nekim novim okvirjem. Space Shuttle. Ja, vsi, ki smo ga prvič videli, smo mislili, da se hecajo, da je to neka 1. aprilska šala. No, in ni bila, pa zdaj po rečemo enemu letu, se mi zdi, da so se ga, zdaj, pustimo, kolo zmaguje in logično pol se ga ljudje še toliko lažje navadijo. Res je. Kaj, ne vem, vi ste ga videli že kar dost prej, preden smo ga mi videli na internetu. Kaj si najprej mislil, kaj rečemo tudi za kakšne druge znamke, sem že slišal odgovore od unih, ki delajo v ekipi, pa so vsi bili kar tako malo začudeni, so se kar za glavo parjeli. A ti najprej tako gledaš tako, kot mi, pogledaš izgled, pa ta vidik, ali si bolj tako kot serviser, bolj gledaš, kako bom zdaj menil kle balanco, pa pa tis, pa tret, se pravi, kaj si prvič mislil, ki si videl kolo? Ja, prvič sem bil v stiku s tem kolesom, ki smo jih sestavljali pred sezono, lansko leto, zadnji teden oktobra. Bom rekel, fizično v stiku. Videl sem že prej neke slike, kako bi to izgledalo, ampak na koncu je tisti prvi dotik s kolesom oziroma z okvirjem tisti, ki ti pač da nek tale, bom rekel, odgovor na to, kar si videl na slikah. Ne? In kolo, recimo Y, se sestavlja čist drugače, kot se sestavljajo ostale kolesa. Ne? In moraš malo tudi vedeti, kako se malo manj imeti navodila, kako šta kolo skup da. Če si navajen enega klasičnega kolesa sestavljati, se ti kle vsa teorija podre, ga čist drugače zlagaš. Ne? In je zadeva taka, da pri prejšnjih kolesih smo se mi recimo na krmila že, je eden sam montiral ročke na krmila, pa cevi za hidravliko speljal čez in je bilo to, ne vem, 100 krmil pripravljenih že in si sam gor na tiku, zdaj moraš pa ti naprej okvir vzeti, pa iti skozi z cevmi za zavore in potem krmilo namestiti pa čez napeljati. Tako da se glih kontra sestavlja ka prej, ne. Sicer je to sam začetna neka drugačna, so pa te, bom rekel, dotiki linije, ki ga prvič vidiš, rečeš, matera, to bo, a ne bo, kaj bo s tem, a je, a ni, ne vem. Jaz sem čutil tako na prvi dotik težo tega kolesa. Ne. Meni se je zdel kolo pač težje. In na koncev je tudi res, da je kolo zgubilo težo iz meseca v mesec, tako da smo prišli na tisti gorski kronometer iz nekje limit težo. Bom rekel, 100 gramov smo imeli še viška, ki bi mogli še spustiti dol, ampak pač teda je to pač ugajali, da je kolo prišlo na to težo, tako da v bistvu, ko smo prišli na neko to težo, je pol rekel, ja, s tem kolesom bo vozil. Mi še 3 dni prej nismo vedeli, s katerim kolesom bo sploh gorski kronometer štartal. Tako da potem nam je šla tudi tovarna po naših in Tadejevih in naših pritiskih. Tako nasproti je naredila ta nepobarvan okvir oziroma samo z lakom, ki je bil najlažja možna različica in ta kolo, bom rekel, ima 100% izkupiček, prav dotični okvir, s katerim je pol štartu, se pravi, zmagal je gorski kronometer na Turu, svetovno, evropsko, Trevali pa Lombardijo. In ta kolo ima 5 štartov, 5 zmag. Tako da je en tak poseben primer, ki po Lombardiji tedaj rekel, da gre ta kolo v pokoj in sem ga jaz tudi naložil pa pripeljal v Slovenijo.
Tako da, ja. No, bomo povedali, na kateri lokaciji je, da se nekdo kaj zamisli. Škoda, ker mi smo se pogovarjali, se pravi med rekreativci. Edino jaz nisem razumel, zakaj prav te barve Colnago ne bo dal oziroma je še ni dal ven, ker za vse, rečemo rekreativce, je ta black on black barva naked jim je najbolj zanimiva. Je najbolj prodajana. Praktično, jaz mislim, da če bi dal 90% firm, bi rekel, da ta barva se jim najbolj prodaja vedno, vsak let in vsak let jo dajejo noter. Edino pri Colnago tu so pa še šli za nekimi drugim barvam. Ja, ne, so neki dodajali itd. Ni čist tak. Ja, jaz mislim, malo tudi, kakor zdaj vidimo, veliko ljudi to na svojo pest dela, da pač pobrus barvo in naredi nek približek oziroma kopijo tega, kaj je tedaj uporabljal. Jaz bom zmeraj rekel, črno-bela kombinacija je zmeraj moderna. Ne? Iz vsako drugo barvo lahko bolj fališ, lahko se jo bolj naveličaš, hitreje naveličaš. Črno-bela kombinacija je zmeraj veliko pri obročih, ko vidimo, ne, en vez skozi ustraja za dirka, da morajo biti bele nalepke gora. Ko ti kupaš recimo prodajno različico, dobiš prva opcija s črnimi nalepkami. Tako da črno-bela kombinacija bo zmeraj moderna, saj tako, po mojem mnenju in tudi ne naveličaš se jo, lahko si, ne vem, zamenjaš barvo, napisal kjerokoli barvo, ampak črna podlaga, ne vem, tudi bom rekel, iz zlato gre ta zelo dobro skupaj, tako da te kombinacije bojo zmer in tako, kot se rekel, vsak proizvajalec ima v svoji ponudbi, razen Colnago, ne. Je pa problemno, ker pač se to začne na svojo roko delati in zgubiš garancijo na okvir in vse. Tiska to dela ima res ali višek vsega ali pa pač. Jaz gledam predvsem na Instagramu, vem, da je iz azijskega konca je kar nekaj takih mojstrov. Prej sem zasledil, rečemo, dosti dolga MEF. Zdaj mislim, da se Colnago tipa, tudi tale za te nove faktorje sem tudi zdaj zasledil, da so takih zelo posebnih barvah, pa tam mislim, da oni ljudje, mu je čisto vseeno, morajo spet 6 jurjev dati, ker mislim, da sam za štrihanje ne par jurjev dati. Ja, to so ljudje, ki hočejo nekaj tazga, ki nima noben, oziroma približek tega, kar je tedaj uporabljal. In na ta račun tudi, ne vem, jaz sem vložil prošnjo za svojega Y-na nekje na Turu in do decembra ga nisem imel, tako da, ja, v Colnago to direkt pa prosil, pa ne vem, tako da. Ok, se pravi, če ga ti nisi dobil, pol navadni smrtniki lahko ja, ne vem, ali me pa tako jemljajo, ne vem, da jaz itak ne rabim kolesa, ker se ne vozim nič. Kakšen kilometer pa naredim, no. Se ti si priden, se tudi na tako, ko greš, ko fantje trenirajo, takrat, ko te ne rabijo, se neki se voziš. Ja, tako je, čisto odvisen od sezone je pa tako, no, da so to še zmer majhne kilometrine napram temu, kar smo včasih delali. Bom rekel, po svoji kolesarski karieri mi največ kilometrov ratal narediti 6000 v eni sezoni. Lansko leto, se pravi 24, predlansko 24 sem naredil 2000, 25 pa samo 1000. Sam sem si tudi zadal, če ne bom šel čez 1000, da ne bom imel nobeno hiši kolesa. Ne, sam jaz. Sem to mogoče tudi zato, ko bi ti rekel, nova neka poslovna pot, pač si takrat začel in je pač malo drugačne. Zdaj, ko si zverziran, mogoče narediš več, kot si takrat. Ja, to je res, pa tudi recimo, ko pride en nov model, tako kot je ta Y prišel, vsak sam čaka, kdaj ga bo lahko preizkusil, in tudi, ne vem, tudi meni je pač aktualno, da začutiš kolo tudi tako na cesti, kako je za uporabo, ne samo na stojalu za servis. Pa se po moje tudi
ko si se zapeljal, imaš tudi mogoče tudi dober feedback, pol pa veš, kako se mogoče obnaša, ker Y se drugač pele, kakor se je pa peljal V4RS. Je čist drugač, mislim, za moje pojme je eden izmed redkih, edini kolono, ki sem jih jaz vozil. Da čutiš razliko, ne? Ja, pa da se ga moraš navaditi. Ja, je res. Rečemo, ni tako, da bi na vse druge kolesa se jaz lahko gor usedem, pa se spustim, kada sem malo naumen dol, pri temu, rečemo, mi je spreden konc malo drugače zavija in ja, tudi, na prvi vožnji se nisem upal, rečemo, da bi se kar kanort spuščal. Ja, verjamem, se jaz isto. Problem je, pač kolo ima drugačno medosno razdaljo in tudi petje prednje vilce je drugačno, ne, in je to, bom rekel, tudi prenos občutka na kolesarja je drugačen iz ceste do rok, kakor pa pri drugih kolesih. Jaz verjamem, da je tudi, ne vem, pri konkurenci prav tako, da ta kolesa, ki so, bom rekel, to malo izhaja iz teh kronometer koles, bolj hiter, bolj aerodinamičen vse in so ta vpetje vzeli iz kronometer koles, ali pa mogoče še prej so imela kolesa za napisto taka vpetja. Tako da vse se prenaša hitrej, bolj aerodinamičen vse. Je pa motorika vožnje sigurno drugačna, glede na postavitev in kota vilce in medosne razdalje in vse. In zelo velika razlika je med šterko in Y-om. Mislim, da medosna razdalja pri isti velikosti okvirja 2 cm razlike. To je ogromno. Ne? In take stvari se je treba navaditi. Mi smo to prvič občutili pri Gusto kolesih. Prvo leto, ko smo jih imeli v Rogu, so imeli zelo kratko medosno razdaljo sprednjega in zadnjega kolesa in so se mogli malo kolesari navaditi. No. Okay. Kaj je bil bolj, ko bi rekel? Krajši je bil. Malo bolj trzu, ni bil toliko vodljiv pri visoki brzini. Drugače je bil, ne vem, tako, ko imaš pluse pa minuse pri vseh stvarih, imaš tudi pri te, recimo kolesarju ni bilo všeč, ker je se dotaknil, ker je stal na semaforju, se je dotaknil čevlja iz prednjim obročama. Praktično zdaj tiskaj pozoren, ki ima Y, je tudi zelo bliz tega, ne. Ali se celo dotika. Je pa tudi res, da so se zdaj tudi malo, je ratala moda krajših gonilk in tudi tle malo pridobiš iz tem, ker so krajše gonilke, da imaš malo več tega manevrskega prostora, ne. Med samo vožnjo ti nikoli ne zavijaš toliko krmila, da bi se dotaknil iz gumo šprinterc. Če zavijaš, si na tleh. Ja, takrat si ponavadi že padel. Ja. Zdaj si mi tukaj enih tem odprl. Najprej grejo na ta prvo. Ali pa mogoče na tole zadnjo. Sram je, da ven, zdaj smo glih videli novico 150 gonilko, to kakao Vingegaard je vozil. Jaz sem šel tudi iz 172,5, ko sem prej vozil. Sem šel, tako da sem celo sezono imel 170, zdaj sem šel na 165 gor, pa občutek mi je predvsem boljši takrat, ko sem čisto v aeropoložaju, se mi zdi, da lažji pač vrtim, kakor sem prej. Zdaj za kakšen klanc pa to še nisem, ko sem kolo dobil septembra, mogoče še nisem to kilometrov naredil, ampak overall občutek mi je boljši, ko sem šel vmes, ko ima Jurček tega Y je imel 172,5 in takrat sem prav čutil, se pravi v boki gor, da neki ne špila, da mi ni bilo, pa je sam par milimetrov. Ne? Tako da si ti mogoče tudi si menil kaj dolžino gonilke? Ja, seveda. Se veš, da je treba probati. In najbolj vidiš tako, kar si že rekel, kar si ti z Juretom zamenil kolo, ne? Jaz sem pa isto zadevo naredil z Murnom, z selektorjem. Smo imeli en kolesarski krog smo naredili s kolesi in pač jaz iz 165 gonilko, pa iz Y in pa prav meni, da je malo zamenjala, da jaz probam ta kolo. Jaz sem mislil, da je nekaj narobe z njegovim kolesom, da je ena daljša ali druga krajša, nekaj mi ni šlo skupno. In ogromna razlika. 172,5? Ja, 172,5, jaz pa 165. In je nora razlika. Je pa tudi tako, da ne vem, zadeva je taka, da
če si navajen obratov, oziroma da se znaš prisiliti na obrate voziti, je krajša gonilka dobrodošla. Čim pa ti rabaš na trdo voziti, pa veliko ustoje voziti, je pa krajša gonilka lahko problem. Tako, kot je Jure rekel, ne, da pač je sprobo krajšo, pa je šel nazaj na daljšo, zaradi tega, ker veliko pač prekolesari na nogah in da ne sedi v klance in kle, jaz mislim, da tiskaj je navajan, da ga bo težko spreobrniti. Imamo tudi mi kolesarje pri nas, ki so šli na daljšo gonilko. Recimo letos, v letu 26 sezono so šli na daljšo. Ne? Ja, ok. Ja, tako da zanimivo. No. Sam še vsem bom rekel, da so to kolesarji neki z daljšim stažom v profi vodah, kakor je tedaj, recimo. Ne? In jaz ne bom rekel, da je tedaj prinesel revolucijo pač v to, ampak njemu to odgovarja. In glede na to, da je vozil kronometre iz 160 gonilko, vemo, da lahko, da se bo še kaj spremenila. Ja, ne, mislim, jaz sem poslušal tudi kar nekaj bikefitarjev in določeni, rečemo, so zelo dobrodošli do teh novosti in jih tudi testirajo in hitro tudi povejo, kjeri so plusi krajših gonilk za določenega tipa kolesarja, niso za vse, ampak za določene si mogoče dobro omenil, da glih tisti, ki imajo nižjo kadenco, da tam vprašanje, če jim bo to boljše. In ta druga, ki sva že začela, je bilo tole o bikefitu. A se z dolžino gonilk, koliko se kaj v ekipi pol, rečemo kolesari poslužujejo, da grejo pol takoj, še ne vem, na bikefitting nov delati, kakor res imate, vsaka profi ekipa ima neke svoje bikefitarje, ki jim nastavljajo položajne. Ja, to se decembra vse naredi na trening campu. Mi imamo zdaj, bom rekel, zadnje 2 leti kar dober sistem v enem hotelu, ki nam dajo zelo ogromen prostora, imamo od zdravniških pregledov do vse naredimo v hotelu, testov, vsega pač, kar je možen, sam hodijo iz prostora v prostor in tudi, ne vem, bom rekel, ta neka delavnica, ki jo imamo mi, ki je tam, ne vem, 80 mehanikov, je zraven bikefit sobe in pač mi sodelujemo itak z njimi, zato so nas tudi dali skupaj in je, bom rekel, da 90% kolesarjev ali pa 95% vsako leto naredi bikefitting in preveri pozicijo, še sploh, če probajo kakšne pač spremembe na ali dolžino krmila oziroma fajfe ali, ne vem, višino sedeža, sprememba gonilke, da se to pol prilagodi, pa pred tudi proba na treningih. A ne? Okay. Zdaj pa greva na te. Se pravi, ti si vozil si najbrž prej, kaj veš, RS? Zdaj, kaj je prišel Y, a čakaj, Y si štartil sem iz C60. C60, ja. Ok. Sem zdaj, rečemo te novodobniki, ker se mi zdi, da Colnago je ful velik preskok naredil iz V3 RS na V4 RS. Ogromen preskok je bil iz V3 na V4 RS. Jaz nisem mogel verjeti, da je lahko v spremembi enega okvirja v kompletu z vilico, sedežno oporo, krmilom, lahko taka razlika med 3 in 4. Zdaj med 4 pa Y mi je že ratal z Y nares 250 km nekaj tazga. Je tudi velika razlika, ampak bom rekel, da ni ta razlika, tako kot je bila med 3 pa 4, bila res ogromna, si čutil kolo bolj odziven, vse iz uvinka ven. Klej pa druga zadeva, je pa ta motorika, ki se ga moraš navaditi. Ker če se pač usedeš gor, tako kot si rekel, pa da greš na polno po klancu dol pozapane. Zaradi tega, ker hitro bi lahko naredil kakšno napako, ker si drugače navajen pač se voziti s prejšnjimi kolesi, kakor pa s tem Y-om. Pa imam pa še eno vprašanje.
ki mi je, ki mogoče še bolj veze, se pravi na nas, rekreativce. Rečemo, jaz sem isto vozil, sem vozil V3 RS zelo malo časa, pa sem imel V4 RS, sem imel glih dober mesec, sem ga testiral, super kolo za vklanc gor, meni pri visoki brzini, nisem bil najbolj zadovoljen, tam 45 plus, se je čutil napram drugim brandom, ki sem jih vozil, da mogoče težko držim uno brzino toliko časa, kakor sem pa pri določenem drugem kolesu. Zdaj, ko sem se na Y usedel, kar mi je bilo najbolj čudno, je mogoče to, da vsaj meni je bil skoraj ne isto udoben, kakor V4 RS. Nisem mogoče čutil une velike razlike med tem, da je pa ful trši, kakor so, rečemo, aero kolesa bila še 5 let nazaj. Ali pa koncept, ki je bil od Colnagota, je bil tok tak, da ni bil za uporabljati, da je bil pretrt. To je Jure lahko vse pove. Ja, Jure mi je nekaj sicer povedal v konceptu, sam ne bom ne bom kle komenteral. Ampak ja, sem bil ful presenečen, koliko je udoben. A si ti mogoče, ne vem, ki si se usedel na Y, a si bil še pa če pustiva ta spreden konc, ki je za navadati, a si bil še nad čem, da si bil tako prav presenečen, kako se pele, ka mene je to, nad tem sem bil mogoče še najbolj navdušen. Je pa res, da skozi vozim ta high-end kolesa, ki so mogoče trša in pol ne občutim te razlike med endurance kolesom, pa ja. Ja, ne, glede na to, da je aerodinamičen, ki bi pričakovali tudi pa pač narejen za World Tour ekipo, pa vse, da je to nek neudoben kolo, je zelo kontra, se pravi, da je kolo je udobno, ne. In ne vem, občutil sem to hitrost, da kolo gre pismo, ko ga enkrat poženeš, da drži brzino, in nek se more poznati na tem okvirju, te sklopu vsega. Bom rekel, ni samo okvir, ne, morajo biti tudi obroči, morajo biti kompatibilni z okvirjem in to se tudi veliko testira, kaj obroč recimo pušča za sabo, kakšno sled vetra, a to razprši, a to se zaletava direkt v okvir, a gre okrog okvirja. In jaz mislim, da tukaj Enve zelo dobro sodeluje s Colnagotom in pač tudi, če je treba kaj posebej narediti, pa to, oni so res zelo odprti za te stvari in bojo tudi poslušajo, niso, ne vem, bom rekel po domač povedan, neki pametnjakoviči, ki rečejo, mi to naredimo, to je to in ne odstopamo od tega in čau, ne. Tako da sam, bom rekel, cel komplet je ratal zelo, zelo hiter, se pravi z obroči Enve in pa Y, ne. Ja, ker jaz sem ga sicer s temi našimi vozil in tudi, ko sem Jureta vprašal, ko mi je kolo posodil, je tudi rekel, da je zelo podoben, ko on ima za Enve gor. Tako da ja, mislim se, če daš toliko visok razred obročev gor, se mi zdi, da so toliko majhne razlike, da jih po moje jaz kot rekreativc bi res mogel dati na nek test, pa da tam računalnik pove, a je sploh razlika. Tako kot, ne vem, tubeless pa clincher, vat razlike. Jaz, če furam 340 vatov pa 341 v noga, glih ne čutam unga vata razlike. Ja, sej. To je res, ja. Pri nekaterih stvarih se res občutno čutiš, da je nekaj drugače, ne. Pri nekaterih stvarih pa rečeš, a je tako kot recimo padala, če bi vozil, kjer so hitrejše. To jaz mislim, da ni kle človeka, da bi ti rekel, s temi sem se pa počutil, da grem hitreje, ne. Tako da bi ti pa recimo en test v vetrovniku pa pokazal, da s temi padali dobiš še 0,02%, a ne, na ta račun, ki je manjša površina, ne vem, so bolj skrita not, ne, in se bolj zaprejo, bolj aerodinamične. Dobil sem eno vprašanje od gospoda, ki ima Y, pa ga je zanimalo, mogoče koliko je bolj zahteven servis oziroma Y za sestavljati, servisirati, kakor pa V4 RS. Ja, tako kot sem rekel, tako kot se ga moraš navaditi za voziti, se ga moraš tudi navaditi ali za zložiti skupaj ali pa za servisirati, ker ne vem, če rabiš zamenjati nek krmilni ležaj, a ne, recimo
zdaj pri teh kolesih moraš odklopiti zavore, vse pri novodobnih, ki je to vse noč spalano, ne. Je pa tudi res, da je zdaj Ceramics Fit, malo reklame, naredil take krmilne ležaje, da nam kar držijo že cel let, da jih sploh namenjamo. In to, kadarkoli pridemo, jim sam ploskamo, zmer ne laufajo, tako kot prejšnji ležaji, ki so bili klasični, ampak z nekim zaprtjem, ne vem, kaj so okrog kugel zdali, da so to vlili v eno plastiko ali ne vem kam, so naredili tako, da mi praktično ne menjamo več krmilnih ležajev. In to je ena zelo velika prednost na dirkah, če ni treba še to delati, ker velikrat se je tako zgodilo, da je bil krmilni ležaj na eni dirki že malo se ga je čutili, da je zamenjal, pa je mehanik rekel, vse bo na naslednji dirki, a ne. Lahko pa, da smo imeli na naslednji dirki že 2-3 pace, pa smo ga okvirje menjati, pa ne vem kva vse, pa si ga sprot zamenil, ali pa nisi imel časa unga zamenjati, ki je bil na koncu, zaradi tega, ker ga ni prej zamenil, a ne. In to se je prenašalo iz dirke na dirko, zaradi tega, ker je bilo treba odklopiti vse brenze pa vse, in če imaš ti 8 kolesarjev, pa sta 2 mehanika, pa malo ugužviš časom, pa reče se ni pač neka stvar, ki jo moraš zdaj zamenjati za funkcijo, pa se to pač iz dirke v dirko prenese in na koncu ga pa moraš takrat menjati, ko imaš največ dela in delaš, ne vem, do 1 zjutraj, namesto da bi šel 10 na večerjo. Zdaj, ko so glih pri teh nastavitvah kolesov, glede na to, koliko kolesov ima Tadej, a si predstavljaš, da bi imel Tadej kdaj kakšen podoben izpad, kot ga ima gospod Remko? Jaz mislim, da sta to čist drugačna karakterja človeka, ne itak, da kolesarja tudi, ne, ampak kot osebnost človeka ti kle veliko pomeni pri takih reakcijah, ne. Nekdo bo to javno izražil, salte delu, skakal, pa ni bilo to prvič, kar se je letos zgodilo na svetovnem prvenstvu, je bilo tudi, ne vem, na olimpijskih igrah, pri defektu na koncu, dosti časa se zamenjati, vse v miru za narediti, vse on dvigne pritisk mehaniku, šoferju, panika, dela šove. Ampak to so pač osebnosti, ki jih ne moreš spremeniti, ne. Ker to, ali imaš zapis v svojem telesu tak, ali ga nimaš, to je to. Jaz mislim, zaenkrat še ni prišlo do kakšnih takih dramatičnih situacij, kakor pri Remku to prihaja, ampak se dajo te stvari rešiti na bolj eleganten način. Zdaj pa še za konec greja še malo v naslednjo sezono. Okrog božičnih praznikov smo dobili tako zelo lepo objavo od Tadeja, ki so šli na zdaj sem pa pozabil klanc. Kolderates, smo šli, ja. Ja, ste šli. In zgleda je, da je še boljš pripravljen, kot je bil prejšnja leta. Vsaj po cajtu sodeče to, smo lahko vsi Slovenci zelo navdušeni, kaj bo 2026 sezona pokazala. Kaj ne vem, ti kaj opaziš tako na treningu, kako, ne vem, fenomen, kakršen je, kakor da ima še rezerve, je tako za vse, ki smo v rekreativnem svetu, je tako že skoraj čudež gledati, ne? Ja, res je. Videti. Vsi testi zdaj kažejo na to, da je boljši, kaj je bil v 25. Ne. Dobro, to bomo itak videli na dirkah. Pač sama dirka ti pokaže svoje. Moraš tudi vključiti zraven srečo, da se vse spelje tako, kaj treba. Lahko se zgodi sezona, kakor je bila na Liežu, kaj padel. Lahko je marsikaj. Kolesarstvo je le zunanji šport, veliko zunanjih vplivov, dejavnikov, ki vpliva na rezultat. Tako da jaz moram reči predvsem tem, da moraš imeti tudi veliko sreče, pač dirka izmer se konča na črti. Prej tist, kar reče, ne vem, kaj je že vnaprej, pa se itak bo tako, pa tako, pa tako. Čakamo, ko bo črta, pa bomo videli, kako bo. Drugače pa pač ta
to je že ratala kar tradicija, tale kolderata zadnji dan, zadnji dan, da se naredi nek test, simulacija dirke, kolesari potegnejo po ravninskih delih, Tadeju, potem on upravi, bom rekel, zadnje 3 kilometre ali pa polovico klanca sam, ker pač ostali ne morejo več narekovati tempa. Bi lahko še, bi rabo še kakšnega, no, da bi lahko še malo del mu pač pomagal narekovati tempo, ampak pri tej situaciji, pri tem rekordu, ki je bil, je nekje polovico klanca sam upravil. Tako da so pa hitrosti, ki sediš v avtu za njim, ki se peleš gor, bolj, ki gre proti vrhu, višja je hitrost in bom rekel na koncu zadnjih 500 metrov, ki je šprinto, je šel čez 40 na uro okrog, 42 do 43 po avtomobilskem števcu. Tako da, ko gledaš to, rečeš, mater, fajn bi se mogel jaz pomatrati po ravnini, da bi šel tok, ne pa na klanc. To se ti mora v avtu, se ti mora po moje kar smejati, ki se voziš zadnji. Najbolj zanimiv je, koliko časa lahko kakšen kolesar narekuje tempo in kakšni presenetijo, kakšni pa tudi na vrsto ne pridajo. Ne? Že prej odvijajo, bi mogel prijeti na vrsto, ampak to kolesari, ne, ki so prišli, pa Giovani pravijo Italijani, ta mladi, ne vem, ne bi rad delal slabe reklame, ampak en Adam Jajc je odvil, ki je bilo še 5 kolesarjev, je rekel, da je to preveč za njega, da to ne more. V tem cajtu, da to ni. Ja, sej. Ok, mislim, da so zaključili, mislim, da so vse povedala. A imaš še kaj za dodati? Mogoče kaj za sezono 2026, mogoče kakšna bi bila tvoja največja želja, da bi osvojil, ker vsi vemo Tour, aj mogoče še, če bi imel za izbirati Pariz-Roubaix ali pa Milan-San Remo. Ja, jaz bi tako rekel, obe dirki Tadeja zelo žulta, in Milano-San Remo in Pariz-Roubaix, ampak tako iz mojega vidika ena najtežjih dirk z najmanj nadmorske razlike je Roubaix in bom rekel tudi z mojega dela, več dela je treba, več testov, več preizkušanj za Roubaix, kakor pa za Milano-San Remo. Je pa tako, da vsako, ki bi dobil Tadej, bi mu zelo veliko pomenil. Saj že sam tudi povedal, da ali 5. tur, ali enodnevna Roubaix, ali uno, pa je rekel, prva je zmer prva, ta 5. je pač ta 5. In mislim tudi, da njemu že bi več pomenil, če bi zmagal, ne vem, Milano-San Remo, pa bi bil na turu, ne vem, v 3, kakor pa. Ja, mislim, da vsi, ki smo amaterji, si težko predstavljamo njega v 3, razen če bi se mu kaj tako zgodil, glede na rezultate vse, mogoče vsi že nekako kar pričakujemo, da bo zmagal, če se vse pač razplete v redu. Če se pa čist fair, mi je pa po moje Pariz-Roubaix mi je lažje usvojil za njega, kakor pa Milan-San Remo. Milan-San Remo mi deluje malo premal zahteven, v zadnjih, koliko je to 40 kilometrih dobrih, ne? In tako, kaj je bilo lani, jaz si tokrat zaključka zadnjih 40 kilometrov dirke, ne vem, če sem si pogledal kdaj, ker to je bilo noro. Pač, da tok, ko bi rekel, tok da človek vse od sebe. Pa vse na limit postal tudi ostale, ne? Sej kle ni šlo tako, da je kdo v zadnji pa uživo. Normalno. Ampak meni je bilo tudi tako, če gledam čez vse 3 kolesarje, sem mogoče bil še najbolj presenečen tudi nad Gano, da je lahko v lovu in da na koncu bil pač tudi drugi. Tako da Van der Poel, ajde, on je večinoma se je zadnji vozil in v zavetrju pri 40 na uro, to, ko so ga leteli, oba dva veva, da se kar nekaj pršpara. Ja, seveda. Tako da, ja, ampak vso srečo v sezoni 2026. Hvala. Še enkrat hvala, ki si vzel cajt, ki si se oglasil. Nič pa upam, da se
na koncu sezone 2026 spet vidva, pa boš povedal, pa upam, da bo nazdravila kle za Roubaix ali pa Milan San Remo, ali še kaj drugega. Ja, jaz tudi, ja. Hvala za povabilo. Ja. Sončki, hvala, ker ste gledali, do naslednjič, čau. No, evo ga.